Lepo pozdravljeni v poletno obarvanih vesteh na vesti. Na obali Pont-u-Golu v Novofundlandiji grozi, da bo nasedel velikanski kit grbavec, ki pripada 10-članski družini, ki se običajno zadržuje v neposredni bližini obale. Tokrat je enega izmed njih, kot kaže, nenadna oseka presenetila in ubogi velikan je ostal ujet v osamljeni plitvini le lučaj stran od industrijskega kompleksa na obali. Kitova družina ostaja v neposredni bližini in očitno čaka na plimo, ki bo grbavca osvobodila. Povedal sem že, da so trije razlogi, da razberam 3 razloge za to akcijo. Možno jih je označiti s 3 besedami. Pobudnike tega poskusa političnega umora, njih vodi strah, vodi jih maščevanje in vodi jih slaba vest. Bilo je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so zaradi komercialnega lova na kite postale številne vrste velikih kitov tako redke, da se je zdelo, da bo ta čudež narave povsem izginil z obličja zemlje. Sam pa sem seveda bil med tistimi, ki sem dosledno v času mandata Janeza Janše in tudi potem opozarjal na nepravilnosti, na sporne poteze, na škodljive poteze in terjal odgovornost. Pa ni. 40 let pozneje se v prelivu Au-Au med havajskima otokoma Maui in Lanai v zimskem in poletnem času kar tre teh velikanov. Kamorkoli se obrnete, vidite grbavce, ki tehtajo tudi do 40 ton, kako prhajo v zrak, se prevračajo v vodi in udarjajo po gladini s prsnimi ali repnimi plavutmi. In seveda, kot tak sem predstavljal vsa leta grožnjo vsem, ki imajo avtoritarne težnje in ki so v tem smislu, tudi z dejanji, ki so jih počeli, kadar so imeli priložnost za to, dokazali, da so mentalni, praktični dediči staropartijskega razumevanja demokracije in vloge politike v njej. Janez Janša je najizrazitejši primer tega retrogradnega politika v Sloveniji. Iz vode se ta bitja poženejo tako silovito, da lahko sežejo njihove glave do 12 metrov nad gladino, v vodi pa ostanejo le njihove repne plavuti. In potem padajo nazaj s tako mogočnim pljuskom, da ga je slišati kilometre daleč. To je ilustracija tega načina delovanja neke politične opcije in zlorabe medijev, ki se jo privoščijo. In še veliko tega bo pravzaprav prišlo v nadaljevanje na dan. Znanstveniki in naključni opazovalci tragedije ujetega grbavca upajo, da bodo njihovi upi in molitve uslišane, da se bo plima tokrat po čudežu zgodila prej kot običajno in utrujenega velikana brez strašnih posledic pustila do družine, kajti podakt zakona o kraljevskih posebnih pravicah svojemu členu številka 1324 pravi, da je vsak nasedli kit ali jeseter na britanski obali avtomatično last monarhov. Med danes bolj priljubljenimi zakoni pa bi se bržkone znašel stari londonski zakon, ki je nosečnicam dovoljeval, da so se v primeru velike ali male potrebe olajšale v čelado policista. Danes bi to početje bilo najbrž kaznovano tako kot turistična potovanja, prehrano, nabavo očal, celo manikerstvo in kirurške operacije. Kršitelje dopustnikarje pa čakajo sledeči ukrepi. Tujih državljanov po naših ugotovitvah že od konca leta 2008 ni več v Republiki Sloveniji, tako da mi smo v kazenski ovadbi nekako predlagali tožilstvu in seveda naprej tudi pravosodnim organom, da se preko mednarodne pravne pomoči poskrbi za zaslišanje teh osumljencev in seveda nadaljevanje tudi za njihovo procesuiranje. Kaj pa domači osumljenci? Jaz tukaj o menih ne bi govoril, bi pa enkrat, če vas opozoril, da gre za nepravilnosti ugotovljene od leta 2006 do 2008, da ne bo kakšnih napak pri članih uprave in pa njihovih predsednikih. Dejansko, zoper njih so bile podane ovadbe, nikomu ni bila odvzeta prostost, noben je bil v pridržanju in zoper nobenega izmed teh oseb ne bo privedbe v preiskovalnem sodniku.
O zmanjšanju električne energije in peticiji Evropskemu parlamentu komentar dneva Anela Bešo. Naprave, ki nam olajšujejo vsakdanje življenje, kot so televizijski sprejemniki, hladilniki, računalniki in ostale gospodinjske elektronske naprave, porabijo veliko energije in posledično vedno več naših financ. Če bi bile na trgu dostopne energijsko učinkovitejše naprave, bi lahko samo v Evropski uniji prihranili 10% energije in to brez dodatnih stroškov in brez odrekanja ugodju. Tehnologije za proizvodnjo visoko energijsko učinkovitih naprav že obstajajo, vendar pa jih redki proizvajalci dejansko uporabljajo, ker se jim zdijo s tem povezani stroški seveda previsoki. Proizvajalci zato nasprotujejo spremembam v zakonodaji, ki bi uvedla stroge standarde glede energetske učinkovitosti naprav v korist svojemu profitu proti koristi okolju in 5 milijonov potrošnikov v Evropski uniji. Sedaj so na potezi novo izvoljeni poslanci v Evropskem parlamentu, ki se morajo odločiti, ali zastopajo interese okolja in potrošnikov ter svojega volilnega telesa, ali bodo popustili lobiju proizvajalcev. Kam se bo prevesila tehtnica, se bo kazalo v obdobju od letošnje jeseni pa vse do 2011, ko bo potekal proces odločanja o energetskih standardih naprav. Dejstvo je, da bodo le stroga pravila prisilila proizvajalce, da začnejo proizvajati energetsko učinkovite naprave. Da bi tudi preko zakonskih ukrepov zmanjšali porabo energije in s tem okoljski odtis gospodinjskih naprav, ki se prodajajo v Evropi, smo se v Fokusu Društvu za sonaravni razvoj pridružili vseevropski kampanji Cool Products for Cool Planet. Peticijo, ki jo lahko podpišete na www.focus.si, bomo predali novo izvoljenim poslancem v Evropskem parlamentu ter jih s tem opozorili, da želimo in zahtevamo, da zastopajo interese okolja in potrošnikov pri svojih odločitvah o standardih za energetsko učinkovitost naprav. Naj se torej pokaže, koliko zelena je dejansko Evropska unija preko konkretnih odločitev v Evropskem parlamentu. Slovenija, 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 kulturac. Poletno dnevno in večerno kulturno dogajanje v mestu pa bodo oziroma so popestrili naslednji dogodki. Tako je včeraj v klubu Lili Novi Cankarjevega doma potekal literarni večer Društva slovenskih pisateljev. Brali so novo sprejeti člani društva, in sicer Veronika Dintinjana, Jure Jakob, Vlado Kreslin, Ana Pepelnik, Lucija Stepančič in Eva Škofič-Maurer. Naslednja izložba pa je bila drugačna. Na njej je z velikimi črkami pisalo Sodoben pes. Od napisa je vodila puščica k rdečemu gumbu, o katerem je pisalo Pritisnite, prosim. No, pes mi dal dvakrat reči, se rdeči gumbi so kot nalaž za to, da nanjo pritisnete, kaj ne? Zato je z veseljem dvignil taco in pritisnil. Po mestnih ulicah se dnevno rojevajo novi zapisi odnosa do družbe, stanja duha in ljubezenskih izlivov. Grafiti so v bistvu umetnost, ne, mislim, folk tega, ki ne spoštuje tega in se kar podpiše na grafite. To je tako, kot da bi šel ti v muzej pa se podpisal na Picassotovo sliko. In seveda nocoj ob 20. vabljeni v naš studio na Poljanski 6 na poletni švic mikrofona, v katerem gostimo mednarodni tango kvartet El Entrerriano, ki se mu bo pridružil vokalist iz Argentine Martín Alvarado. Vaša udeležba je zaželjena in seveda brezplačna, kar pomeni, da ne plačujemo publike na tribuni. Še vreme? Pri trenutnih razmerah vlažnost zraka je 64-odstotna, pritisk 1021 megabajtov in pada
se kožne pore zdravega odraslega organizma razmeroma hitro odzivajo z izločanjem telesnega fluida, kar bo posledično pripeljalo do zvišanja stopnje vlage in tudi pritiska. Zato, drage poslušalke in poslušalci, številni gledalci in gledalke, če je že temu tako, poskrbite za primerno družbo. Nasvidenje.